Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Kaj to? To je blondinka, včeraj vesti vodila. Sorry. V koaliciji škriplje zaradi Nove Ljubljanske banke. Včerajšnji sestanek predsednikov in predsednice koalicijskih strank pa je prinesel pogovor o vsebinskih vprašanjih, kot je pojasnil premier Borut Pahor. Vlada dobro deluje kot dobro uigrana ekipa. So v vladi sem in tja različni pogledi na to, kaj je pravi odgovor na vprašanje, ki se zastavlja spričo te krize. In te razlike je potrebno ne samo tolerirati, ampak jih tudi razumeti in se znotraj njih pravilno odločati. Ti je tale Pahorček pa vat mal tale Zoolander look ali Sarkić sam še z diktafonom okoli hod. Kaj, to ni bil video, stari, kaj je to? Ja ne vem, daj pustimo Denisa na mir, peva dalje. Dalje. Svet stranke Zares je kasneje odločil, da bo od vlade zaradi podaljšanja posojila Nove Ljubljanske banke Infond Holdingu zahteval ukrepanje. Gospodarski minister Matej Lahovnik pa bo o svojem odstopu razmislil do petka. Gregor Golobič je po sestanku povedal, kaj sta si povedala s Katarino Kresal, ki je pred dnevi na ministre Zaresa naslovila besede, da bi bil čas, da se fantje nehajo igrati politične igre in začnejo delati. Prav ima baba. Ostajamo z nama. Vam je učitala, da delate v kampanju pred evropskimi volitvami? Ali ste vi zadovoljni s tem sestankom zdaj gor tukaj pri premierju? Vsak sestanek je razlog za zadovoljstvo. Hvala, da je cool imeti sestanek. Če ne drugega kava džavega, mislim. Jaz bi tu šla na sestanek malo tako. Sploh s Katarinco. Ona je cool, ni? Katarina Kresal meni, da vlada ni v krizi in da ima koalicija več skupnih točk, kot je razhajanj. Kaj pa vsebinsko? Nova Ljubljanska banka, tajkunski krediti, poroštva, ste to dali na mizo? Draško Veselinović? Danes smo si zmenjali stališča o tem, kaj o teh zadevah mislimo in o tem, kako naj bi se takšni problemi reševali. In računam, da na koncu bomo prišli do skupnega imenovalca. V vašem pismu včeraj je slišati, da ste proti menedžerskim posojilom. Zakaj torej podpirate upravo, ki je to odobrila? To bo dober kader. Huda, mis miličnic. Grejo na paket walku. Nice. Karel Ljavec je povedal, da je na sestanku Borut Pahor dobro nastopal v vlogi mediatorja. Takole pa je odgovoril na Denisovo vprašanje. Koliko vam je premier sploh dovolil pustiti kompas, da boste vodili vsak nekako po neki poti vnaprej? Se pravi, ga ima še vedno samo premier v rokah ali ga vam ga posoja? Ne, vsak ima svoj kompas in vsak gre po smeri, ki mu kaže kompas. Kaj to pomeni, da se boste rešili? Ne, mislim, da imamo skupno smer in to je spopad s krizo. Stari, pa ta naša vlada je čisto izgubljena. Mi imamo 4 kompase, pa oni še zmeraj ne vejo, kje smo točno. 27. aprila bo mreža organizacij Fronta za svobodo sveta v Ljubljani pripravila protifašistični shod z naslovom Za svobodo sveta. Andrej Pavličič pravi, da se bodo na ta način dostojno spomnili tudi Osvobodilne fronte. Mislimo, da tudi danes, ko smo v krizi in v neki podobni situaciji, je najbolj dostojna počastitev tega praznika, da gremo na ulice, da se organiziramo in da se združimo za to, da bo družba iz te krize išla bolj solidarna, bolj pravična, bolj enakopravna. Vabilo na slovensko konferenco iskalnega marketinga Primož Žižek. Leto je naokoli in zopet je čas za SKIM, slovensko konferenco iskalnega marketinga, ki bo v četrtek 23. aprila potekala v hotelu Mons s pričetkom v 9. uri zjutraj. Iskalniki so začetek vsakega internetnega posla in kot pravi Vanessa Fox, keynote govornica letošnje konference iz Seattla, ključna stvar je, da spletna mesta učinkovito odgovorijo na povpraševanje, ki je na internetu vse večje. Zato bo letošnja konferenca SKIM namenjena predvsem 3 vidikom, kako lahko slovenska spletna mesta izboljšajo svojo konkurenčnost doma in na tujem v času recesijskih časov. Drugič, kako organizirati uredništvo in kako razvijati vsebine na spletnih mestih, da bodo le te na iskalnikih tudi najdene. In tretjič,
kako naj se organizirajo spletne skupine in pa uredništva ter projektne skupine, da bi dosegali učinkovite rezultate v internetnem prostoru. Poleg Vanesse Fox, nekdanje ustanoviteljice Googlovega Web Central oddelka, ki je skrbel za razvoj spletnih mest razvijalcev, danes pa ena od vodilnih urednic pri skupnosti Search Engine Land, bodo na konferenci prisotni tudi Hrabren Suknovič, torej predstavnik Googla v vzhodnoevropski regiji, predstavniki podjetja Najdisi, razvijalcev iskalnikov v Sloveniji, ter seveda velemojstri tradicionalnih medijskih in pa tudi novih medijskih praks, kot je na primer Marjan Jurenc iz Pop TV-ja ali CME-ja, Milena Fornozarič iz Mediapoola in nekateri drugi vodilni strokovnjaki na svojih področjih. Obeta se zanimiva razprava, predavatelji so pripravljeni, delavnice bodo zanimive, torej, če vas zanima uspeh na internetu, če želite izboljšati pozicijo svojih spletnih mest v tem vse bolj konkurenčnem okolju, potem lepo vabljeni v Hotel Mons v četrtek ob 9. uri zjutraj se zgodba pričenja. Tokrat že tretjič. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. V sklopu Celinkinega koncertnega cikla Godi Bodi bo nocoj ob 20. v Stari mestni elektrarni nastopil virtuozni in energični dvojec vsestranskih glasbenikov in skladateljev. Vasko Atanasovski s saksofonom in Simon Zanhini s harmoniko. Iz arhiva smo izvlekli posnetek Simoneja iz lanskega festivala Jazzinity, da se vam malce pocedijo sline. O, stari, to pa ni kava, a? Ne. V Ljubljani na trgu francoske revolucije pod sloganom Knjiga v areni življenja potekajo 14. dnevi knjige. Programska vodja Cvetka Bevc je povedala, da težava slovenskega nebranja ni visoka cena knjig. Kaj pa je? Pol. Še zmeraj nekaj obstaja, kjer je možno zelo poceni priti do knjig. In to se imenujejo knjižnice. Knjižnice so odprte vsak dan, mislim, da zjutraj od 8 do 7 ure zvečer in dostopne vsem Slovencem. Knjige se dobijo v zelo po nizkih cenah. Gre za nekaj drugega, kar se imenuje bralna kultura. Bralna kultura se pričenja tam, kjer se pričenja učiti brati. Se pravi, z otroki se pričenja. Hit me. Skupina Move Knowledgement je predstavila nov videospot za naslovno skladbo zadnjega albuma Listen to Nebuchadnezzar. Avtorji videa so člani ekipe Dragonfly Drive-In, pa vsi so v pajkicah. Še vreme. Skoraj malo sem še čakala. Pa še nekaj dobiš danes, zdaj si uradno naša sidrašica. Alright, dobim nalepko. Saj veš, kam gre, ne? To je prav. Yeah. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Čus.